Dragi prijatelji, danes bi rada z vami delila nekaj misli. Pravzaprav sem se odločila za projekt Uspeh in to je prvi video, v katerem bi začela z motom Vzemite življenje v svoje roke. Ta moto Vzemite življenje v svoje roke, to ni le en lep stavek, dragi prijatelji. To je osebno povabilo. Vzemite življenje v svoje roke. To je tvoje življenje. Ne iztegujte roke in čakajte, kaj se bo zgodilo, kaj bo prišlo, kaj nam bo prinesla prihodnost. Ker če samo čakamo, je to znak, da smo odprti, ampak to je znak, da čakamo. In nismo na svetu, da bi čakali. In če bomo samo čakali, bo ta roka postala težka. Naredite to. Iztegnite roko pred sabo. Opazili boste, da ni pretoka energije, ampak pomislite zdaj na nekaj lepega. Zaprite to roko. Držite jo. Opazili boste, da teče energija skozi vaše telo in gre vse do vašega duha. Vzemite življenje v svoje roke. Držite ga. Občutite nekaj, dragi prijatelji. Nekaj moramo čutiti. Moramo se premakniti. Moramo biti odločni. Trdo ga držite svoje življenje. Trdo se držite tega posla. Naredite nekaj iz tega. Trdo ga držite in nekaj boste začutili. Vaše življenje pripada vam. Vaš čas pripada vam. Vaša energija pripada vam. Vi imate svoje talente. Vaši talenti pripadajo vam. Lahko jih držite, te svoje talente, ali pa dovolite, da se vam vzamejo. Lahko jih pustite, če jih ne boste uporabili. Potem bodo izginili. Ko se ne premikamo, ko ne treniramo mišic, te zakrnijo, če uporabimo svoje sposobnosti, svoje talente, svojo energijo, če tega ne bomo uporabili, bomo ponovno zakrneli. Lahko jih podate ali pokopljete v sebi, ali pa se lahko zavestno ukvarjate s tem, kaj imate. Kaj imamo? Imamo ta posel, imamo sposobnost govoriti, slišati, lahko hodimo, lahko pristopimo k ljudem, lahko odpremo usta, lahko govorimo o boljši prihodnosti, lahko se nasmehnemo, lahko naredimo naše oči sijoče, ko pomislimo na nekaj lepega. Pa to zares zavestno uporabljamo, vedno počnemo to. Kadarkoli se soočimo s prijazno osebo, ali rečemo, imamo priložnost zate, ali si lahko predstavljate, da se še vedno lahko razvijete. Res to vedno delamo. Ali izkoriščamo naše priložnosti, ali jemljemo svoje življenje v svoje roke, ali uporabimo naš razpoložljivi čas, ali bomo dovolili, da nam čas polzi skozi naše prste. Dragi prijatelji, čas teče. On teče. In če se tega ne zavedamo, če ne uporabljamo časa, čas je naše življenje, potem nam bo spozel med prsti. Naša odločitev je, kako se spopadamo s svojim časom, kako ravnamo s svojimi talenti, s svojimi sposobnosti, s tem, kar smo dobili. In če se ne odločite, bodo drugi odločili za vas. In to je več kot res, dragi prijatelji. Če se ne odločite, koliko želite zaslužiti v 1 letu, v 3 letih, v 5 letih, 10 letih, bodo drugi odločili, koliko boste zaslužili. In verjetno so drugi ljudje v zadnjem desetletju odločali o tem, koliko boste zaslužili oziroma koliko zaslužite. In denar, ki ga zaslužimo, določa naše življenje, kako svobodni smo, kako neodvisni smo. In če se ne boste odločili, bodo drugi odločili za vas. In počasi boste izgubili vse, kar ste komaj imeli v lasti. In postali boste vedno revnejši. In to ne pomeni nujno finančno, postali boste notranje revnejši. In včasih srečamo takšne ljudi, ki jim kotički samo tako visijo. In niso nasmejani, ne verjamejo več v prihodnost. Vsako lepo sanjarjenje razvrednotijo z veslo, to sploh ne gre. In ti ljudje so postali notranje revni. Ali želimo to za naše življenje? Odločite se, dragi prijatelji, ker odločiti se pomeni biti buden. Biti buden pomeni sprejemati nove odločitve, dragi prijatelji. In vem, da ste mnogi izmed vas sprejeli nove odločitve. Sprejmite nove odločitve, bodite budni, zato smo se združili. Bodite budni za ta posel, da bomo naše življenje vzeli v svoje roke. Kaj je naše življenje? Naše življenje je to, kar se dogaja, kar čutimo, ko se nekaj zgodi. Naše življenje so tudi naši spomini. In če pozorno spremljate sebe ali pa tudi druge, boste ugotovili, da toliko ljudi porabi toliko časa, da se spomnijo svojih misli. In večinoma se spomnite samo to, kaj ni delovalo, kar je bilo težko, kar niso bile lahke okoliščine. In to bo naslednji študij
naša tema in upam, da se mi pridružite. In v tem smislu vam želim lep dan, naj vas spremljajo moje najboljše želje.